Nebeško kraljestvo je namreč podobno hišnemu gospodarju, ki je šel zgodaj zjutraj najet delavce za svoj vinograd. Z delavci se je pogodil za 1 denarij na dan in jih je poslal v svoj vinograd. Okrog 3. ure je šel ven in videl druge na trgu postajati brez dela. Tudi tem je rekel: pojdite tudi vi v vinograd in kar je prav, vam bom dal. In so šli. Okrog 6. in okrog 9. ure je spet šel ven in storil prav tako. In ko je šel ven okrog 11. ure, je našel druge, ki so tam postajali, in jim je rekel: kaj postajate tukaj ves dan brez dela? Ker nas nihče ni najel, so mu dejali. Tedaj jim je rekel: pojdite tudi vi v vinograd. Pod noč pa je gospodar vinograda rekel svojemu oskrbniku: pokliči delavce in jim plačaj. Začni pri zadnjih in končaj pri prvih. Pristopili so torej tisti, ki so prišli okrog 11. ure in dobili vsak po 1 denarij. Ko so prišli prvi, so mislili, da bodo dobili več, vendar so tudi oni dobili vsak po 1 denarij. In ko so to prejeli, so godrnjali nad hišnim gospodarjem, češ: ti zadnji so delali 1 uro in si jih izenačil z nami, ki smo prenašali težo dneva in vročino. Odgovoril je enemu izmed njih: prijatelj, ne delam ti krivice. Ali se nisi pogodil z menoj za 1 denarij? Vzemi, kar je tvojega, in pojdi. Hočem pa tudi temu zadnjemu dati, kakor tebi. Ali ne smem storiti s svojim, kar hočem? Ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober? Tako bodo zadnji prvi in prvi zadnji. Ko je šel Jezus proti Jeruzalemu, je vzel 12 učencev na samo in jim med potjo rekel: Glejte, v Jeruzalem gremo, in sin človekov bo izročen velikim duhovnikom in pismoukom. Obsodili ga bodo na smrt in izročili poganom, da ga bodo zasmehovali, bičali in križali, toda 3. dan bo obojen. Tedaj je stopila k njemu mati Zebedejevih sinov s svojima sinovama in se poklonila pred njim do tal, da bi ga nekaj prosila. Rekel ji je: Kaj hočeš? Dejala je: Ukaži, naj ta 2 moja sinova sedita v tvojem kraljestvu, eden na tvoji desnici in eden na tvoji levici. Jezus je odgovoril in rekel: Ne vesta, kaj prosita. Ali moreta piti kelih, ki ga moram jaz piti? Dejala sta mu: Moreva. Rekel jima je: Moj kelih bosta pila. Dati, kdo bo sedel na moji desnici ali levici, pa ni moja stvar. Ampak bodo tam sedeli tisti, katerim je to pripravil moj oče. Ko je drugih 10 to slišalo, so se razjezili nad bratom. Jezus jih je poklical k sebi in jim rekel: Veste, da vladarji gospodujejo nad narodi in da jim velikaši vladajo. Med vami pa naj ne bo tako, ampak kdor hoče postati med vami velik, naj bo vaš strežnik. In kdor hoče biti med vami prvi, naj bo vaš služabnik, tako kot tudi sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge. Ko so odhajali iz Jerihe, je šla za njim velika množica. Po poti sta sedela 2 slepa človeka. Ko sta slišala, da Jezus prihaja mimo, sta zavpila: Usmili se naju, Gospod, Davidov sin. Množica ju je pograjala, naj umolkneta. Ona 2 pa sta še bolj zavpila: Usmili se naju, Gospod, Davidov sin. Jezus je obstal in poklical in rekel:
Kaj hočete, da vama storim? Dejala sta mu, Gospod, da bi se nama odprle oči. Jezus se ju je usmilil. Dotaknil se je njunih oči in takoj sta spregledala ter šla za njim.